Pravico do prostovoljnega končanja življenja bo, glede na zakon, lahko uveljavil polnoletni pacient, ki doživlja neznosno trpljenje. Zdravnik bo moral potrditi, da je trpljenje posledica hude neozdravljive bolezni ali hude trajne okvare zdravja in da so vse možnosti za uspešno zdravljenje izčrpane. V zakonu je eksplicitno navedeno: pravice ni mogoče uveljavljati na podlagi neznosnega trpljenja, ki je posledica duševne bolezni. Postopek se začne, ko pacient svojo željo ustno izrazi lečečemu zdravniku. Ta mora to namero zabeležiti v zdravstveno dokumentacijo, nato pa je dolžan pacientu jasno predstaviti pričakovani nadaljnji potek njegove bolezni ter vse možne alternative. Trpečemu mora predstaviti možnosti lajšanja bolečine s protibolečinsko terapijo, možnosti paliativne oskrbe, zdravljenja v tujini in vse ostale oblike podpore, ki jih lahko nudi zdravstvo. Zdravnik pa mora preveriti še: ali je pacient svojo odločitev o napovedi zahtevka za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja sprejel po lastni volji, brez kakršnekoli preslepitve, sile, grožnje ali drugih oblik prisile. Ko zdravnik in pacient opravita ta prvi pogovor, se morata najkasneje v 14 dneh obvezno pogovoriti še enkrat. Pacient lahko postopek seveda kadarkoli ustavi. Če pa pri odločitvi vztraja, se na drugem srečanju z zdravnikom izpolni vloga, ki jo mora pacient osebno podpisati. Če pacient ne more pisati, predvideva zakon uveljavitev in overitev volje v pričo notarja. Podpisana vloga se nato skupaj z mnenjem lečečega zdravnika posreduje pristojni komisiji. Veččlanska komisija nato določi še neodvisnega zdravnika in neodvisnega psihiatra, ki samostojno pregledata pacienta in njegovo vlogo. Ko so pridobljena mnenja vseh treh, lečečega zdravnika, ki je prvi zabeležil pacientovo namero, dodatnega neodvisnega zdravnika in neodvisnega psihiatra, komisija odloči o pacientovi pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Če so vsi pogoji izpolnjeni, je vloga odobrena. Pacient nato skupaj z lečečim zdravnikom določi datum, uro in kraj končanja življenja. Zakon ne predvideva evtanazije. Evtanazija je namreč postopek, kjer osebo usmrti nekdo drug, največkrat medicinsko osebje. V zakonu jasno piše, da medicinsko osebje zgolj priskrbi učinkovino in druge pripomočke. Vnos v telo se izvede s samostojnim zaužitjem ali drugim primernim načinom vnosa, pri katerem z medicinskim ali drugim pripomočkom, ki omogoča vnos, upravlja pacient sam. Tik pred izvedbo pa mora trpeči pri polni zavesti ponovno s podpisom ali dogovorjenim signalom potrditi, da želi končati svoje življenje. Praktično kadarkoli v postopku pa si lahko premisli in svojo odločitev prekliče.